3, 2, 1 in gremo! Tako je iz 435 harmonik ponovno po več letih premora zazvenela Avsenikova skladba Otoček sredi jezera. Srečanje harmonikaric in harmonikarjev ob Blejskem jezeru 2023 v nekaj številkah. 435 harmonikaric in harmonikarjev, najmlajši aktivni udeleženec star le 2 leti, najstarejša 2 pa rojena leta 1935. In glavna nagrada, Poličarjeva diatonična harmonika. Uradna po prijavih 362, neuradna, tukaj bom rekel, so se pa potem še naknadno priključili sami skupine, imeli pa 435 harmonik. Najstarejši, lahko povem, je bil letnik 1935, najmlajši pa 2021. V poznem sončnem nedeljskem jutru so se začeli zbirati udeleženci, prešerno razpoloženi in veseli ponovnega snidanja. Pripeljali so se z vseh koncev Slovenije, pa tudi iz sosednjih Hrvaške, Italije in Avstrije ter iz Nemčije. Super enkratno, ker nisem prvič. Sem od začetka pa že skozi. Vsa leta že hodite na to srečanje? Čist skozi. Mislim, kar je bo pred tole korono, oziroma skozi. No, vi ste tudi najstarejši udeleženec tega srečanja. A je kaj to pomembno, kako leta vplivajo na igranje, recimo na poskočnost, na energijo? To pa tako, recimo starejši, kot si je malo težje, ampak recimo, če skozi malo vadiš, je pa nisi zaostal kakor v prvem razredu. Na ljubezen do harmonike pa najbrž to nič ne vpliva, starost, ne? Ljubezen do harmonike nič ne popušča. To je moja ljubca. Na Bled so v množici udeležencev prispeli tudi učenci glasbene šole Nika Polesa, svetovnega prvaka v igranju na diatonični harmoniki. Pred mikrofon smo ujeli njegovega očeta. Mi smo bili že tle 3-4 fenomenalni. To mora biti naprej. To je za Slovenijo, za nas. To je duša naša. Harmonika, vse veste, to je to. Harmonikarski orkester Nika Polesa je bil med 13 organiziranimi skupinami tudi najštevilčnejši na tokratnem srečanju na Bledu. Polesovi učenci pa so prispeli tako iz Slovenije kot iz Hrvaške. Atmosfera je bila zaista dobra, bilo je baš veselo, zanimljivo vidjeti toliko puno harmonik na istem mjestu i vremena se i poslužilo, tako da zadovoljni smo. Skupine so se v dvournem programu predstavljale na odru in po skupnem igranju tudi v povorki. Ob 12 ali malo čez je prišel tisti del dneva, na katerega so tako obiskovalci Bleda kot nastopajoči najbolj čakali. Skupno igranje ob jezeru. Iz 435 harmonik je najprej zazvenela skladba Otoček sredi jezera, nato pa še Čebelar in Na Golici. Navdušen je bil tudi blejski župan Toni Mežan. Fantastični, tako kot je bilo tudi vzdušje tukaj in res iskrena hvala vsem skupaj in vsakemu posebej, ki so prišli danes semle s harmoniko ali brez, kajti eni brez drugih nima smisla in tole je bilo danes res čudovito. To je zdaj trenutek, ko rečeš, no evo, spet smo nekaj dobrega naredili in hvala tudi moji nepozabni čudoviti ekipi. Ta vikend je res minil v znamenju harmonike in moram reči, da smo bili res pripravljeni. Res smo se pripravljali tako kot organizacijsko, kot ves potek prireditev, tako da bom rekel, smo izredno zadovoljni. Glede na to, da se je prireditev po 4 letih vrnila potem spet na Bled, lahko rečem res vse pohvale našim udeležencem in pa kompletni organizaciji.
Prireditev so skupaj izvedli Občina Bled, Javni zavod za turizem Bled ob pomoči več kot 60 prostovoljcev iz 8 blejskih društev. Ta dogodek vsekakor ima potencial in je primeren po mojem za sam Bled. Letos se ta ponovna oživitev tega dogodka to po mojem samo še potrdila in jaz mislim, da so vsi harmonikaši, prek 400 jih je bilo vseh skupaj na koncu, obiskovalci, njihovi spremljevalci, ki so napolnili promenado, lahko rečem, da smo imeli res izredno srečo tudi samim vremenom, dokazali tudi to, da je harmonika eden tistih inštrumentov, ki združuje, ki da neko tako pozitivno noto, ki pričara nek veselje in mislim, da si to nekako potem skupaj z Bledom, če vse skupaj združimo, res pričara nek tak dan, kot smo ga danes na Bledu lahko tudi preživeli. In glede na to, da so bili obiskovalci zadovoljni, da so bili zadovoljni nastopajoči, mislim, da je največ, kar lahko sam dogodek tudi da. Čudoviti, zelo vzdušje je fajno, prijetna družba, tako da res zelo lep dogodek. No. Koliko energije je potrebno za tako igranje harmonike? Ja, kar veliko, no. Kondicije malo, pa želja, res ljubezen do harmonike, no. To je na prvem mestu, pa gre vse. Podeljenih je bilo kar nekaj uporabnih nagrad, vse od vikend paketov, škornjev, narodne noše, opornih trakov za nošnjo harmonike, slastnih nagrad za želodce in še bi se našlo. Glavna nagrada, Poličarjeva diatonična harmonika, je z žrebanjem dobila novega lastnika. Veselje srečnega izžrebanca je bilo veliko. Jaz se počutim čudovito, sicer sem prišel iz eno majhno harmoniko, nazaj bom šel pa iz ta pravo, ta veliko harmoniko. Dogodek je čudovit, to je druženje, se vidi, kaj Slovenija zmore. Kaj Slovenija je dejansko. Slovenija je domača glasba.